A ste kdaj slišali o tem, da obstaja poslovna skupina FAM, skupina poslovnih žensk? Danes smo tukaj v mestni občini Ljubljana in bomo vprašali o njihovih izkušnjah, o tem, kaj se dogaja v njihovem življenju in zakaj imajo radi FAM. Velika udeležba je vedno odraz pripadnosti, odraz tega, ali se čutiš kot del skupnosti ali pa ne. In jaz sem vesela, da smo danes na skupščini Društva poslovnih žensk FAM imele tako močno udeležbo, ker to samo pomeni, da se vsaka od njih počuti kot delček tega mozaika. Danes smo se zbrali na skupščini Društva poslovnih žensk FAM. Društvo poslovnih žensk FAM je slovensko združenje podjetnic. Delujemo letos že 30 let. Vsak mesec se srečujemo na mesečnih srečanjih. V društvu nas je kar 140 podjetnic iz vse Slovenije, vseh dejavnosti, tako da lepo je pri nas. Ja, FAM je eno tako super zatočišče, kjer se ženske družimo, predvsem v poslovnem smislu. Ni pa to samo druženje, je res ena ogromna podpora v poslovnem svetu, z idejami, z znanjem, z odkrivanjem novega, premikanjem tudi lastnih mej. Tako da je eno čudovito društvo, ki te res obogati, opolnomoči in ti naredi res en tak hiter preskok v karierni in zasebni poti. Ja, vsak začetek je težek. Jaz imam drugo leto, 30 let firme. V tistih časih se je zelo težko podjetje odprlo. Sedaj se da to v pol ure in imaš že podjetje odprto. Mi smo čakali takrat 3 mesece. Potem pa vsak nasvet je dobrodošel. Učiš se sproti. Vsaka izkušnja ti je dobrodošla, v FAM-u si podajamo izkušnje, znanja, veščine in to zelo pripomore. 30 let tega nazaj ni bilo. To je FAM-ovka sem že kar precej let, vmes sem imela malo pavze, ker sem tudi v tujini. Tako da FAM je definitivno zanimivo društvo, kjer lahko ženske najdemo predvsem neke sebi podobne posameznice, najdemo pa tudi tiste, ki so od nas različne. Torej gre za učenje, gre za pravzaprav neke drugačne oblike druženja in predvsem za bogatenje naših srečanj. Kaj naj oziroma mene navdihuje pri FAM? Predvsem druženje z poslovnimi ženskami, ki so krasne. Mrežimo se, pomagamo pri poslu in ko se pač dobimo, uživamo skupaj. Mene predvsem navdihuje iskrena, pozitivna energija. Res eno tako društvo nisem pričakovala toliko povezovalne energije med nami ženskami, ker vemo, kaj vse velja za nas ženske in FAM dokazuje, da temu ni tako. Jaz sem tipičen primer zarečenega kruha, ker sem privatniška hči in sem rekla, jaz ne bom nikoli privatnik. Me je doletelo pri mojih 40-ih, silom prilike in je bilo to ena čudovita stvar in svetujem vsaki, če imaš to možnost, pojdi na svoje, izkaži se in uspeh ne bo izostal. Kaj pa vam pomaga tako dobro, stilno izgledati? Od nekdaj imam rada žive barve, tako da včasih kakšen detajl lahko polepša. Vsekakor je pa najpomembneje, da se v obleki ali v čemerkoli dobro počutiš. Včasih rečejo, da žive barve pašejo samo mladim, ampak to ni res. Tudi ko si starejši, si moraš privoščiti žive barve, ker te to dvigne, pomladi in ti polepša dan. V FAM-u mi je všeč ta ženska energija. Kadar pridem, vedno se napolnim s tem pogumom, da se da smo si lahko suport, da nisem sama. Tako da ta podpora, ta ženska energija mi je všeč. Biti ženska v mojem poslu je kar težko. V bistvu sem med samimi moškimi. Zaključna dela v gradbeništvu, to je moški svet. In ko se enkrat dobiš ime, renome in spoštovanje, potem si zmagal. Če mogoče ženska si želi začeti podjetniško pot, s česa pa začeti? Ja, jaz mislim, da bi mogla ženska pač se seznaniti z osnovami računovodstva, za inštitucijami, kjer bi pomagali za začetek. Pa sama mora imeti vizijo, kaj si želi v življenju in tako naprej. Jaz mislim, da je to pogoj, ne?
in potem vse ostalo. Kaj vas osebno navdihuje v društvu FAM? Dobra družba, veliko znanja. Vsekakor je stvar, mi popestri mesečne obiske Ljubljane. Vedno kaj novega, koristnega v privatnem in poslovnem svetu. To neprimerno lepše kot branje internetnih člankov, kot je nekdo v živo predlaga kakšne rešitve in možnosti. Tukaj in vse povsod zelo dobro govorijo o srčnem mentorstvu. V čem pa je skrivnost? Ni velika skrivnost, ampak veljamo za skupnost, ki res povezuje vse generacije, vse profile, vse, ki želijo, da se povezujejo, brez pričakovanj, da bomo karkoli dobili nazaj. In mislim, da je v tem ta skrivnost in v tem je tudi prihodnost v takih skupnostih. Jaz bom takole rekla, da sem začela v FAM hoditi leta 2016 in ko se je začela korona, je vse skupaj spremenilo, tako da do danes, ko se ponovno vračam, vmes 6 let ni bilo. Pri FAM-u sem že od leta 2008 in ga propagiram, kjer se le da. Čudovito mi je, da se družimo, da se izmenjujemo znanja, ideje, mnenja. Imamo tudi podsekcijo primorskih FAM-ovk, Obala FAM, se družimo tudi izven naših rednih srečanj in se mi zdi zelo v redu. Ja, moja najljubša knjiga je pa Učbenik življenja od Martina Kojca. To mi je top knjiga, ko jo vzamem v roke, kadarkoli, sicer ponavadi, ko sem v težavah, a ne? Ja, ali pa ko rabim en navdih ali pa eno pravo usmeritev. Pa pač, da je treba sprejeti življenje tako, ko je, da v bistvu z eno prisiljeno voljo ne prideš nikamor, ampak z enim sprejemanjem in razumevanjem življenja takega, ko je takrat, da probaš pač, da se potrudiš tisti moment in gledaš nekako, da je vse za nekaj dober, a ne? Kaj vam je všeč pri FAM-u? Dobra družba, dobre povezave, priložnosti, glavnem druženja tako lepa, kot je danes in vsakič. V tistem času, ko vse je digitalno, v čem pa je skrivnost FAM-a? Mislim, da je skrivnost FAM-a ravno v tej osebni komunikaciji. Seveda digitalno je v redu, samo vedno je drugače, če lahko nekomu pogledaš v oči, ga vprašaš za mnenje ali pa slišiš kaj novega. Zato se mi družimo, ker v bistvu je to neka platforma, na kateri se naučimo nekaj novega, slišimo nekaj novega in se tudi družimo in si imamo prijetno. Se pravi, to se ni spremenilo od vsega začetka delovanja FAM-a. FAM je bil predviden in je še vedno platforma za srečevanje v živo, ne v digitalnem svetu in mislim, da vse članice znamo to ceniti. Mogoče kak nasvet za ljudi, ki niso iz medijev, ki mogoče pride do kakega nastopa in moraš si improvizirati, kako se zbereš, pa poveš nekaj lepega. Težko je v vsaki situaciji predvideti nek govor ali povzetek besed. Mogoče se na te pripravimo, če vemo, da bomo nastopali, da bomo kaj povedali pred množico, vsekakor pomaga. Ampak ko pa takole podamo komentarje ali pa vprašanje, je pa to, da imamo jasno vizijo, kaj je naš cilj, s katerim želimo naše sporočilo predati. Jaz sem osebno gradila na znanju, na globini nekega znanja, torej sem zdaj profesor doktor, razvijam znanje naprej. Mislim, da je zelo pomembno, da gradimo na tistem, v čem smo zares dobre, torej da ne popuščamo pri tem, da imamo neko osebno disciplino in predvsem neko predanost iskanju nekih novih uvidov. To je recimo moja pot, po kateri hodim, po moji presoji, z nekim vtisom osebe, ki želi predvsem dobro neki celoti. V današnjem svetu poslovna ženska, to je vedno nekaj posebnega, ki ženske in nekako probamo se prilagajati družina pa posel. Kaj bi svetovali za ženske, da si naredijo ta bilanco med poslom pa
družino. Se mi zdi, da smo malo, ne vem, prazgodovinsko, nekako imamo v sebi to neko slabo vest stalno, potem, če se ukvarjamo s čim drugim, razen z družino, ali se zadosti, ali ne, ali jih zanemarjamo. Ampak tu se moraš sama s sabo pogovoriti. Iz lastnih izkušenj lahko rečem, da kadarkoli sem mislila, da ne bo šlo brez mene, je šlo brez problema, brez mene naprej tudi. Pa imam pač 2 sinova, moža, in oni so bili navdušeni, tudi če mene ni bilo zraven. Kaj vam je všeč pri FAM-u? Všeč mi je ta neizmerna ženska energija, ki dokazuje, da se lahko povezujemo ne glede na naše individualne različnosti, ampak v tem prav povezovanju najdemo veliko skupnih točk, v lepi razpravi in zelo veliko sožitja, sodelovanja in mislim, da je to lahko vzor tudi širši družbi, kako se da delovati. Jaz sem že skoraj 1 leto FAM-ovka, ampak vseeno se še čutim kot nova. Zelo všeč mi je ta ženska energija, da smo vsi različni in seveda tudi pri vsaki nekaj se lahko naučiš od vsake. Jaz sem dokaj nova članica, v bistvu januarja je bilo 1 leto, snubile so me punce 3 leta, povabile ste me 2 prijateljci, drugače pa ful lušten. Neverjetni kontakti, energija ženska, izleti sploh, pa hrana, ki jo tukaj le pripravijo zmeri po vsakem srečanju. Pa predvsem to, kar za vse poskrbijo, v bistvu za celoten, da se ti v bistvu samo prideš ali pa usedeš na avtobus, pa odpeleš, no, pa punce so res lušne. Tako da priporočam, če bo katera razmišljala, naj pride na eno naše srečanje, pa itak so zaljubila v nas. Ko sem spoznala, kako se ženske med sabo podpirajo, in sedaj tudi me podpiramo, spodbujamo, da tukaj ni nevoščljivosti. Pride do tega zaupanja in odprtja in pride do trenutka, ko ženske izcvetimo, si dovolimo biti glasne, slišane, jasne. Najpomembnejše pa je to, da se med sabo podpiramo. V FAM-u sem že vrsto let, zmeri znova pravzaprav so ta srečanja, zmeri vidimo zelo veliko stvari, tudi po Sloveniji, zmeri, torej vsa ta srečanja nas zelo bogatijo, pa mislim, da ne samo mene, ampak da je to pravzaprav mnenje vseh naših članic. Biti predsednica Društva poslovnih žensk FAM je seveda velika čast, hkrati pa je tudi velika odgovornost. Skrivnost dobrega dela je seveda v predanosti, v tem, da oblikuješ program, ki ga imajo članice rade, ki jim je blizu, ki jim daje vse tisto, zaradi česar so članice. Torej, da jim daje nekaj znanja, nekaj spoznavanja novih podjetij, možnosti mreženja in seveda predvsem tudi možnosti druženja, gradnje prijateljstva. To so neke osnovne smernice, ki jih naše članice želijo in jaz sem vesela, da smo pri tem uspešne.